Hejla, upam, da imaš čudovit dan. Jaz bom današnji dan izkoristila za to, da s tabo spregovorimo o prvem tromesečju. Ja, noseča sem, če je slučajno kdo spregledal. Trenutno sem, zelo pogosto vprašanje, v 14. tednu, proti koncu 14. tedna grem. Ko bom to objavila, bo najverjetneje že 15. oziroma proti 16. sem pomikala. Čas je trenutno zelo zanimiva stvar. Tako kot je bil že zadnje 3 mesece. Torej, ja, zadnje 3 mesece, kar nekaj vprašanj se je zvrstilo, probala bom vse odgovoriti s tem, da vam povem dejansko svojo zgodbo od tega, kako sem izvedela, kako sem delila s partnerjem, do tega, kako sem povedala družini, kako sem se počutila, tako da gremo kar na začetek. Torej, če začnemo čist pri začetku in da odgovorim na eno pogostejših vprašanj, kot veste, sem jaz lani julija tam nekje zaključila z drugo terapijo rokotana. Tisti, ki veste, kaj rokotan je, najverjetneje tudi veste, koliko je in tveganj in vsega skupaj, tako da boste razumeli tudi nekaj mojih dejanj v prihodnosti. S tem, torej ja, zaključila sem z rokotanom, na katerega sem šla pa lih zaradi tega, ker imam kar močne akne, ki so jih pokontrolirale samo kontracepcijske tablete. Po 3 letih jemanja kontracepcijskih tablet in stranskih učinkov, kot so 3-tedensko krvavenje na mesec, ja, tudi o tem bom spregovorila, sem se odločila, da pač je temu konec, da grem že zadnjič na rokotan in da se rešim vse kemije, vseh nepotrebnih dodajanj hormonov v svojemu telesu, vsega. Torej, julija sem zaključila z rokotanom, rekla sem si, da še nekaj mesecev bom imela kontracepcijo, just in case, you never know. In 8. novembra sem čisto zaključila. Na moje presenečenje sem že 21. decembra dobila menstruacijo, kar je bilo tako noro. Tiste, ki ste dlje časa imeli kontracepcijo, veste, da standardno telo potrebuje vsaj 3-4 mesece, da se dejansko normalizira. Tako da že to sem jaz proslavljala, delila, jaz sem bila presrečna, da je bila samo 1-tedenska zamuda dejansko. Slavila sem svoje telo, kako je sposobno. Poleg tega pa za tiste, ki ne veste, sicer tudi mislim, da nisem nekaj dosti delila o tem na social media, imam tudi PCOS, torej policistične jajčnike in pregrado na maternici. Nekaj vas je spraševalo, če sem opravila operacijo za pregrado. Slabe 4 leta nazaj mi je bilo to svetovano, da ko se odločim zanositi, da je pregrada toliko velika, da bi bilo fajn, da grem operirati. Torej, tisti, ki čist nič ne veste o tem, pregrada na maternici pomeni, da je tvoja maternica v taki srčkasti obliki, oziroma kot doma en zobek, ki pa lahko nekako pripomore k spontanemu splavu, k prehitremu rojstvu, k 1001 stvari. In če je že mogoče, idi operirati, olajša se zadeva, brez skrbom boš, operacijo se dejansko opravi v 1,5 dnevu, še isti dan greš ven z bolnice, krvaviš nekaj dni, ampak ni nekaj hudega, tako da se svetuje v večini primerov, če ne gre lih za neko malo pregradico. Torej, prišel je januar, jaz sem dobila, ne vem, če lahko o tem zdaj govorim, bolezen, ki je po celem svetu šla, ne, vemo, o čem govorimo. In itak je prišlo, sem počutje slabše, utrujena sem bila konstantno, opazila sem, da je srčni utrip se pospešil, torej klasični simptomi, ki smo jih po moje doživeli vsi, ki smo preboleli bolezen. No, po preboleli bolezni sem se vrnila na delo in v roku kakega tedna, 2, sem začela občutiti tipične menstrualne bolečine, torej kot da se nekaj pripravlja, malo me je začelo napihovati. Dejansko še mojim puncam sem govorila, da joj, kak boli, pa da mi je grozno, da že dolgo ni bila tako boleča, da sem čisto pozabila, kako je, kako nisem na kontracepciji in tako dalje. Partnerju sem skoraj vsak večer govorila, da kak je boli. Sploh niti za sekundo nisem pomislila, bi bilo karkoli druga, kot da se telo pripravlja na ponovno menstruacijo. Po 2 tednih cirka izostanka sem tako prvič pomislila, mogoče pa je kaj drugega, ampak realno vedela sem, da sem 2 meseca po prenehanju s kontracepcijo, da sem njih prebolela bolezen, da je čisto normalno, da zamuja, da imam vse simptome, torej občutim, da bo napihnjena sem, PMS sem, vse sem občutila, tako da nisem nekaj resno jemala. Vseeno pa po nekje 2 tednih sem si rekla, kaj pa če bi šla narediti ten test, ne? Just to be sure, nikoli ne veš. Konec koncev, jaz zelo zagovarjam menjanje Melite Ivane na Instagramu
in sicer, ki je vedno rekla, da kakor ti nezaščiten se igraš, recimo tako, zato ker ne vem, če kdo mladoleten tudi to spremlja, moraš sprejeti posledice. Tak je. In zdaj, grem testirati in grem po test, kako sem dejansko prišla do prvega testa, kako ta ni delal, kako sploh nisem razumela navodil, ker niso bila v slovenščini, niti v angleščini, o tem ne bom. Sem pa potem naslednji dan, torej mislim, da je bilo dan po Prešernu in dnevu ali dva, šla v našo lekarno in tudi, ko sem govorila zaposleno tam, sem mi pojasnila vse simptome, pojasnila sem mi tudi ona je s prepričanjem govorila, ne, zagotovo ni to kontracepcija je, pa če si še prebolela, dejansko se spomnim, takrat sem gledala Q&A o bolezni, in da me je nekaj punc tudi vprašala, vplivala na menstruacijo in da sem bila prav sama pri sebi, nisem edina, in mi je dala ta gospa v lekarni še neke druge teste, za katere jaz pa nisem vedela, kjer prejdejo tako 3 za 1 evro neki lističi in mi je rekla, tega sem jaz dejansko teden prej že ugotovila, mogoče ti pride prav. In jaz pridem domov, dragega itak ni bilo to, je bil na treningu in sem rekla, zdaj je perfekten moment, grem jaz narediti test in seveda tiste, ki ste že kdaj delali te teste, veste, da je najboljše jih delati takoj zjutraj, ko je hormon HCG najbolj prisoten v telesu, najlažje se ga zazna, ker to tudi pokaže, če si noseč ali ne. In tako, ko je bilo mesec pred tem z testom za bolezen, je tudi zdaj bilo tako, da kljub temu, da sem jaz po moje žene 5-krat, 6-krat izdan šla na WC, ker tudi Monster sem pila in veste, kako je pol. Tako, takoj, ko se je malo barvalo, sem že dobila obe 2 črtici. Takrat, ne bom lagala, jaz sem bila iz sebe malo, moj bog, kaj se dogaja. Del mene še zmeraj ni hotel verjeti, sem bila ne, mogoče je napaka, vseeno hormone imam zmedene, sem direkt z kontracepcije, pa prebolela sem bolezen, pa če čutim, pa ni da ni. In drugo jutro grem opraviti klasičen Clear Blue, po mojem vsi poznate test in tudi ta isto sekundo, ko gre preko tistega, 2 črtici, bilo je očitno, sicer pol sem še vedno šla tudi googlat, ker večina testov, ki se prodajo, naredijo pluse. Moj je bil point, da naredi 2 črtici. Pa sem šla še 10-krat navodilo prebrati, 10-krat googlata, je to res? Pripravila sem, ker vem, da vas to zanimalo, cel šaben, kako mi jaz to povedala partnerju, ki si je odkar vem želel otroka in vedela sem, da njemu bo zelo posebno, če to zadevo posnamemo, ker vedno, ko je videl, zdaj bo mogoče malo hud name, da pokažem tako intimno stran, ampak vedno, ko je videl kak video teh revealov, ko se pove očetu, je bil tak cel emocionalen in vesel. In še bilo je lih okoli Valentinovega, tako da na začetku sem še rekla, kaj pa če bi počakala Valentinovega, povabim na večerjo in mu takrat pač dam to kot darilo. Vseeno nisem zdržala, pač realno, moje dojemanje tega je iz dneva v dan variralo in nekako pač tako nisem zdržala na Instagramu kot ene, ki zdržijo do 20. tedna, brez da povejo, nisem zdržala tudi partnerju. Konec koncev je moj partner oseba, kateri vse povem in vsak trenutek, karkoli so se pogovarjala, je del mene samo hotel zakričati, noseča sem in eno jutro, zdaj pa je čas, mislim, da je bilo lih, ne vem, dan, 2 pred Valentinovim, sem nastavila telefon, da bom jaz to ujela, da bom jaz to posnela, da dobimo reakcijo. Bil je pa tudi moment, da je bilo v najinem householdu zelo napeto. Tisti, ki spremljate, tudi ta vikend dejansko, takoj ko to posnamem, letim na powerlifting državne tekme, za katere se pripravlja tudi moj dragi. Ne, da se on pripravlja ogromno tekmovalcev. Torej, stres je bil na višku, čist je bil iz sebe, spal ni par dni od stresa, kar pa je seveda še dodaten stres dajalo na mene, ker sem bila, moj boga, sva mi dva pripravljena na to, ti si pod stresom, jaz sem jih menjavala gym, a je to, a sva čisti zdaj uničila vse, a je okej, a bo vse okej. Potem sem se malo pomirila, ker na začetku sem se celo zelo obtoževala za take misli in za take občutke, kot da sem slaba mati, pa še niti otrok nismo 100% da je okej, pa da je zelo sebično od mene, da o tom razmišljam, bla bla bla. No. In torej jaz berem moment, kako bom to posnela, dam kamero na levo, kako sem jaz dala, kje imam skrit test, vse pripravim. Dragi se končno odloči, okej, stres je
tu je, moramo začeti handlati, moram iti na delo in seveda. Zdaj to, jaz sem probala pol pogledati z njegove perspektive in jaz se še danes smejim, kako sem se tega lotila. Nekaj tako lepega sem jaz naredila pač njegova perspektiva. Prišel je lih je bral knjigo na balkonu, pride z balkona, jaz sedim na kavču vsaj sebe, potem, ko še enkrat poudarjam, on je imel toliko stresa, da vam povedati ne znam v življenju. Sedim na kavču, ga gledam in Marko, prosim, usedi se, nekaj bi se rada pogovorila. Tiste, ki ste v vezah, veste, kaj pomeni I wanna talk oziroma, no, tudi Marko je to pomislil in seveda je takoj bil, kaj, pa če veš, koliko imam stresa, ne zdaj še ti, ne morem, veš, da bi mogel iti delati, bla, bla, bla. In bolj, ko sem jaz nekaj poslušala, bolj, ko so v meni čustva vrela, jaz sem pozabila na telefon, jaz sem pozabila na vse. Jaz sem v trenutku samo začela jokati, se začela trest in tisti test, ki je bil zelo mene povlekla ven. In ta obraz sem po moje do konca življenja zapomnila. Še enkrat, to je oseba, ki si želi biti ata, odkar vem za njega, ki so mu otroci nekaj najdražjega na tem svetu. In v tistem momentu on še se jezi, vidi test in so... Pa se končno usede zraven mene. Sicer naslednja reakcija, ko pa če videl sem jaz srešči si sebe, da ne vem kaj je, mi je spet nekaj, kar ne bi si mogla lepše zaželeti. In kako me potolažil in kako sva pol handlala naslednje tedne. Sicer to mislim, da je bilo v 7. tednu, da sem tudi njemu povedala. Pisala sem ginekologini, v 8. tednu sva že imela prvi pregled, kjer je ginekologinja potrdila, da se otrok lepo razvija, da je utrip zdrav. Ne bom pozabila tisti trenutek, ko sem jaz zaslišala utrip. Predtem ponovno zelo iskren video. Sem kdaj pomislila, je to ok, a sva res spamno, sva pripravljeni vse. V trenutku, ko sem zaslišala utrip, pa čeprav je bilo 8 tednov, čeprav sem se zavedla, to je mali nohtek in da nismo še iz tistega danger zona, je vse zgililo. V tistem trenutku, ko sem zaslišala utrip, jaz ne znam povedati, kaj se je premaknilo v meni. Vsak dvom, vse, kar je bilo, pač takrat je bilo, ok, ja, we're doing this. Torej, dobila sva navodila, kako grejo pregledi, kako vse skupaj. Zaenkrat je bila samo najina mala skrivnost. In itak sva hotela čim hitreje povedati. Še ena taka zadeva je, da jaz sem si z mojo mamo precej blizu. Dejansko mislim, da ni stvari, ki bi jo prekrivala pred mojo mamo. Sva si res take kolegice postale z leti, da ko kredim kakršnakoli novico, prva stvar, ali grem partnerju povedati ali mami. In še, fun fact, ki ga nisem povedala, mislim, da 2 tedna preden sem naredila test ali 3, sem dala jih v Najgorici in še prvič v življenju sem se hecala z tega in z bratom in z mamom. Ja, mogoče sem pa noseča, ker mi je zamujalo in ni prvič v življenju, da mi je zamujala. Ampak vseeno, jaz sem se hecala, mogoče pa sem noseča. No, v 9. tednu sva se odločila narediti en tak tur de Slovenija, ker sva obe dva prihaja originalno iz različnih koncev Slovenije. Najprej sva letela k moji družini in me pripravila take paketke, vsakemu itak svoj način, sem napisala pismo za vsakega družinskega člana, mama in ata sta dobila majčko, pa nogavičke in tako nedudice, lizike v eni škatli, brat je dobil napis, pa copatke otročke in tiste lizike. Odzivi, obe dve družini sta bili ekstremno veseli, torej prvo smo bili pri meni, prespali tam, drugi dan se samo na hitro ustavila v Ljubljani in šla k njegovim staršem, ki so tudi bili čisti sebe, pač res je bilo zaželeno in že v štartu ljubljeno bitje. Torej, vedela se družina, vedela vse to in zdaj, kot delim večkrat na Instagramu, se je pa pojavil problem tega, ki se iz dneva v dan spreminja, ki en dan izgleda, kot da grem jutri roditi, drugi dan, kot da ni nič. Danes je nekje vmes, danes je nekje na točki, ki bi rekla, da je normalno za ta čas. In prišlo je do tega, da seveda utrujenost, ki sem jaz predpisovala preboleli bolezni, smo ugotovili, da ni o tem, tudi povišan heart rate, tako da sem nekako vedela, slej ko prej bom mogla tudi ali zmanjšati delo, ali povedati strankam, ali nekoliko prilagoditi. Hvala Bogu, imava to srečo, da tudi partner je v tem poslu, tako da mi lahko kdaj vskoči, lahko kdaj pomaga. Tu sva res dobro pokrito. In povedala sem prvi dan punca, zakaj, kako, kaj, to je pač zgodba za drugič, ker bi drugače ta video bil res 1 uro dolg.
Torej, povedala sva najožjim družinskim članom in potem je v 11. tednu sledila nuhalna svetilna. Za tiste, ki ne veste, hej, vem, da si kar nekaj med mojimi sledilci. Nuhalna svetilna je torej, kjer ti na podlagi matematičnih izračunov preračunajo, kakšna je verjetnost za 3 najpogostejše bolezni pri otroku. To dejansko delajo tako, da izmerijo pri vratu, pa glava, koliko je velika, pa koliko so velike okončine, če se plod razvija in vse to. Takrat ne bom pozabila, jaz se nisem dobro pozanimala, kako in kaj bo to. Sem še rekla, Marko, tu ne hodi z mano, veš, koliko bo še pregledal, ne hodi z mano. Zdaj mi je malo žal, da sem mu to rekla, ker ponovno sem lahko slišala srce, ponovno sem videla tudi prvo premikanje, ker to bitje ni hotelo biti na miru. Zdaj mi je tudi malo jasno, zakaj sem to občutila, kar sem, ne, da čutim in karče in vse, kljub temu, da realno ni bilo ničesa še skoraj. In potem bi mogla imeti za 12. teden, torej vem, da je bil ponedeljek, ko sem imela nuhalno, 12. teden in 2-3 dni, bi pa bilo v petek, ko naj bi imela morfologijo. Spet morfologija, sem pogledala z ultrazvokom plod, kako se razvija, kako vse te. In ko sva prišla na pregled, je zdravnica sprva svetovala realno, ponedeljek sta gledala to, zdaj pogledali podobno, naslednji pregled imata drugače šele v 20. tednu, kaj če pride ta 16. teden. Tako da najverjetneje konec tega tedna, ko to gledaš, me čaka morfologija, tako med tem. Na nuhalni, hvala Bogu, se je pokazalo, da nizka tveganja, da ni nobenega problema. Glede na to, da sem nedolgo nazaj bila na Rokotanu, sicer in ginekologinja, in dermatologinja, in zdravniki, in vsi so rekli, da načeloma je že toliko časa mimo, ker že po enih 3-4 mesecih ne bi bilo varno, da ne bo plodu nič, vseeno sva se mi dva odločila opraviti Nifty Plus test. Just in case, zakaj ne? Tepla bi se po glavi, če ga ne bi. Torej, pravila sva ta test dejansko tudi s spolom in vsem, čeprav spol, zelo zanimiva tema, ki vas večino zanima. Če že veva, ne veva, bi pa lahko. Torej, že na nuhalni me je vprašal ginekolog, če si želim zvedeti, in sem samo v sekundi bila, ne. Ponovno, ker partnerja ni bilo ob meni, ker sem mu rekla, naj ne hodi, da je brez veze. In sem samo prosila doktorja, če lahko na en listek papirja napiše in fejst zakrijemo. Ta listek papirja trenutno nimamo vidva. In isto na Niftyju sem prosila osebno ginekologinjo, če bi lahko, ker moja osebna ginekologinja izvaja tudi Nifty, če bi lahko v vseh rezultatih zakrila spol, in je sama ponudila, da nama pač pošlje po pošti, v kuverti. To pride, mislim, da v ponedeljek, in tudi ta kuverta gre stran od naju, ker bo tudi za naju presenečenje, vam povem več o temu drugič. Torej, lahko bi vedela, pa ne veva, ful me zanima, ker vsak ima neko svoje mnenje. Kaj mislite, da bo? Napišite spodaj. Še eno od vprašanj, ki jih dobim zelo pogosto, kako sem prilagodila treninge. Dejansko sem prilagodila treninge že preden sem vedela, zaradi bolezni, ker sem pač preprosto bila švoh, ker po bolezni sem imela zelo povišan utrip, in kakor sem delala, ne vem, serije počepov, so me 3-krat bolj utrudile, kot sem me predtem, tudi če sem znižala intenziteto, tudi če vse. Tako da itak sem znižala intenziteto že samo zaradi tega, ker nikoli ne verjamem to, seveda, pušni se, ampak ne do točke, ko čutiš, da ni okej. Tudi na prvem pregledu pri ginekologinji sem jo vprašala, kako je s tem. Hvala Bogu, imam zelo fajn ginekologinjo, ki mi je rekla, glej, začutila boš, če čutiš, da nekaj ni okej, da te zaboli, ne tega delati. Če ne čutiš, delaj. In točno tega se jaz tudi držim, ne kompliciram s tisočino stvarjo. Probam se ne overthinkati, probam ne vsake malenkosti komplicirati. Primer hip thruste, seveda sem dala takoj ven, zato ker mi je nekako zdrava pamet, da ne dam nekaj ful težkega direkt sem, ne. Potem zaključila sem z mrtvimi dvigi zgolj in samo zaradi tega, ker sem začutila, da mi ne tako paše, da ni tako okej. Čeprav sem poslušala že ogromno podcastov in vsega, ženski so dvigovale, tudi PR je delale med tem, ko so bile noseče. Preprosto poslušam svoje telo, če mi nekaj ne paše, preneham s tem gibom, enako pri bench pressu. Nehala sem delati klasični bench, ker mi tisti velik arči in vse ni najbolj lagodno. Delam zdaj feed-up bench, se počutim super. Tako prilagodim do točke, se počutim okej. Glede samo hrane, o kofeinu sem že spregovorila na Instagramu. Poskušam se izogibati morskih zadev dejansko. Mislim, da sem
malo dimljenega lososa in še to popečenega poskusila do zdaj, drugo pa čisto nič. Zmanjšala sem tudi vnos nekih salam, slim fit edino, no, kar še ga občasno kar. Probam res čim bolj oprati zelenjavo, sadje, ne pa kompliciran glede nobene stvari. Tudi vprašanje je bilo, kako se pripravlja na porod, če vem, kje bom rodila in če me je kaj strah. Čisto iskreno, bolj me je bilo strah dati kri za lifting, za vse preiskave za diabetes, toksoplazmo in vse to, kot dejansko iti roditi. Nekako me drži tista mentaliteta, da ženske smo narejene za to. Že leta in leta to počnemo in mentaliteta, včasih so rojevali na njivi, me zelo drži po konci. Pač probam ne nekaj komplicirati. Kje bom rodila, tudi s tem nisem nameravala nekaj komplicirati, nameravala sem iti v Mariboru, dejansko imam bolnico tu precej blizu. So me pa začele prepričevati mamice, ki so rodile v Mariboru in tiste, ki so rodile drugje, da mogoče bi šla raje na Ptuj. Baje so zdaj res lepo updatali, da je cela izkušnja iti tja, tako mogoče tja. Glede predvidenega datuma, fun fact, predviden datum je isti, kot je bil za mene, tako da, dragi, se mi kar malo smili. Zakaj? Ker, če bo otrok kot jaz in bo prišel prehitro, kar in v moji in v partnerjevi družini je navada, bo imel moj dragi 2 devici pod streho. Dvojček, ki bo imel 2 devici pod streho. Jaz ne vem, koliko mi verjamete v to, ampak ko sem jaz to zvedela, meni se mi je kar malo zasmilo, no. Ne bom lagala, device nismo najbolj lahka bitja. Če imava imena, je bilo še eno tako, imava nekaj izbranih. Fun fact, ko sva midva začela leta nazaj, mislim, da po enem tednu sva izbrala ime za fantka in za punčko in zdaj je že toliko let minilo od tega in tolikokrat sva že govorila o tem, da sta nam ta imena že, ne. Tako da smo mogli zdaj na novo začeti izbirati, sicer pri punčki imava že nekaj bolj, malo težje nama je pri fantkih, sva ugotovila. Tukaj se bolj ne strinjava, jaz bi raje malo bolj posebna, on bi nekako bolj klasična, bova videla, kaj bo. Kratki intermezzo, aka pauza za WC je bila in našla sem vprašanja. Kaj misliš tem, ko sem pisala, si čutila že v 6. tednu? Torej, prej, ko sem vam rekla, da sem v 6. tednu dejansko že čutila kot krče pri menstruaciji, kot da dobesedno opisala sem bolečino svojemu partnerju, kot da me narazen vleče. Ja, potem sem vprašala ginekologinjo, punce, ki smo bolj natrenirane, ki smo bolj v športu, naj bi imele lažji porod, ampak zato pa občutimo zdaj vse skupaj nekoliko bolj intenzivno, ker so mišice tako čvrste in vse, da pač jaz se malo bolj občutim. Si imela kaj jetranje slabosti, mislim, da to sem že povedala, hvala Bogu. To sem imela kar srečo, da vse, kar sem občutila, je bila utrujenost, povišen srčni utrip, kar je nekaj čist normalnega. Utrujenost sem jaz celo pripisovala bolezni, vem, da sem kdaj zaspala tudi popoldan, kar ni lih moj običaj. Vse je pa to zaključilo skoraj da isti dan, ko sem prišla v drugo tromesečje. Kako sem prilagodila treninge, sem že povedala, s fantom živiva skupaj, seveda, že kar nekaj let. Koliko kavic pijem dnevno? Trenutno 1 na dan in še to samo na dneve, ko dejansko je kaj, kot danes, ko grem na tekme in pa kadar treniram, drugače pa v teh prvih 3 mesecih, ko sem zvedela, predtem sem seveda pač ne moreš vedeti, ampak ko sem zvedela, nisem niti ene, mislim, da sem celotnih 3 mesecih mogoče 2 brezkofeinski. Če pojem več kot 2000 kalorij dnevno. Moje telo je zelo zanimivo, smo ugotovili ponovno, poleg tega, kako hitro se je povrnilo v neko normalno stanje po kontracepciji in vsem skupaj. Tudi tako, da trenutno pojem, nočem me govoriti, ker nočem se kjera primerja, definitivno ne bi rekla, da je to optimalno, ampak veliko več kot tistih 300 kalorij, ki jih porabiš več v drugem tromesečju šele. Dnevno imam ene 2 kosila, konkretno večerjo, konkretne prigrizke. Jem tako, kot jem. Sicer je res, da poskušam dosti zelenjave, dosti sadja in vsega skupaj, ampak to je tudi zaradi tega, ker preprosto mi paše in imam rada. Si privoščim tudi sladoled, ko mi zapaše. Imela sem obdobje, ko sem ekstremno krevala šumi bombončke, ko sem krevala vse jedi, ki sem jih jedla v otroštvu, ki mogoče niso najbolj optimalne.
zagotovo pa jem več kot 2000 kalorij. V kateri porodnišnici sem rodila, sem povedala, da iskreno meni je bilo precej vseeno, dokler nisem poslušala nekaj mamic in so mi začele svetovati Ptuj, tako da razmišljam Ptuj, v idealnem svetu bi seveda šla v Postojno, to je odmeraj bila želja, ampak v Mariboru je Postojna kar precej daleč. Če bi bila pri mami, na primer, mogoče bi šlo skozi, ampak ponovno, glede na običaje pri naši družinskem drevesu od obe dveh, to pomeni, da bi mogla že kak mesec prej živeti k mami, tega pa ne želim še posebej proti koncu, ko bom že pravi balonček. Kdaj imam rok? Rok imam septembra, konec septembra. Na svoj dan se večkrat zaprkadila, jaz bom sama sebe rodila, ampak tudi jaz sem prišla 14 dni prej, tako da ja. Si imela kakšen problem za nositijo zaradi terapije z Rokotanom? Čisto nobeno, lahko bi rekla še eno stvar, ki se hecam, da jaz sem šla na Rokotan zaradi tega, da preneham s kontracepcijo, pač zaradi mozolju, da bom končno lahko brezskrbno imela lepo kožo. No, šla sem dol s kontracepcije, zanosila in dobila mozolje zaradi nosečnosti, tako da ja, drugače pa res nobenega problema, dala sva skozi, kot sem rekla, Nuhalna, Nifty Plus, vse so far good. Vsi zdravniki nama zagotavljajo, da načeloma ne bo nekega vpliva, ker je bilo dosti časa vmes. Ker imam pregrado, če je to vplivalo fejst dosti, poznam kar nekaj primerov, ki so imele pregrado in kljub temu normalno so se nosile isto s policističnimi. To je odvisno od sebe. Je bila nosečnost načrtovana, kot bi odgovorila Melita Ivana, ki ima zelo dober odgovor pri tem. Ni bila načrtovana, vseeno pa glede na to, da ni bilo zaščite, ne, bi lahko rekla pričakovana. Ne, pričakovana ne, ampak opcija, bila je kot opcija. Kako sem pripravljala na porod? Tako da bom kot zdaj poskušala se čim večkrat, čim boljše počutiti, tako da se ne obremenjujem s tem. Torej, upam, da sem odgovorila na čim več vprašanj. Probala sem pokriti te res osnove, kdaj sem zvedela, kako sem zvedela, kako je vse skupaj bilo zanimivo dejansko zvedeti. Upam, da sem torej odgovorila res na vse. Če imaš še kakršnokoli vprašanje, zapiši ga v komentarjih, z veseljem odgovorim. Zanima me tudi vaše predvidevanje, če bo punčka ali fantek, ful me zanima. To sem, vesela sem, da nimava več teh listkov, ker ne vem, če bi še zdržala. Torej, kot sem povedala, ko gre ta video gor, sem verjetno 15, približujem se 16. tednu. Tako da ja, to je to. Noseča sem. Mama bom, do konc leta bom že mati. Septembra bom že mati. Noro, jaz še kar ne moram verjeti. Hvala, ker si vzela čas za pogledati ta video in se vidimo. Čau, čau!